Kaj ta izjemni uspeh pomeni za občino Brežice in promocijo lokalnega športa? Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike in naša osnovna naloga je, da mladim omogočimo dobre pogoje. Zato smo pred leti seveda izjemno veliko naredili na športnih objektih. Dobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa. Seveda ključno pa je, da občina podpira predvsem vse te klube, ki začnejo delati z najmlajšimi. Vemo, da velike reprezentance ali pa velike klube, predvsem skupinske, je zelo težko obdržati v prvih ligah, kajti tam moraš imeti zelo močno gospodarstvo. Naloga občine pa je seveda, da zagotovi najmlajšim, da dobijo osnovo, in mene izjemno veseli, da v občini Brežice smo lahko ponosni na izjemno veliko športnikov, tudi v različnih panogah. Konec koncev vemo, da imamo tudi olimpijskega in pa svetovnega prvaka od naše občine, in jaz mislim, da je to tudi naš osnovni cilj, in to pomeni, da v občini Brežice imamo dobro razdeljeno strategijo, kar se tiče razvoja športa. Kakšni so pa načrti občine na tem področju? Jaz mislim, da ključno je, da seveda nadaljujemo z vsem. Vemo, da občina ima še veliko načrtov tudi pri infrastrukturi. Predvsem nas čaka še izgradnja praktično nekega igrišča oziroma pokritega igrišča za tenis, potem tribune na nogometnem stadionu in pa seveda vedno pri vseh tako športnih objektih jih je potrebno še nadgraditi. Seveda poleg tega pa je ključno tudi, da občina ima razdelan tudi načrt financiranja. Preko javnega razpisa praktično podpiramo vse športne panoge in v letošnjem letu je bilo za šport namenjeno v občini Brežice preko 700 000 evrov.